Spoštovani gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Spet je ura za naš predah in za gosta, ki ima veliko povedati. Z nami v studiu je gospod Mitja Rotovnik, generalni direktor Cankarjevega doma. In to že 30 let. Pozdravljeni, gospod Rotovnik. Dober dan, dober dan. Poglejte, lahko bi rekla, da vas srečujem v Cankarjevem domu, odkar hodim v Cankarjev dom. Ali lahko rečem, da ne bi bilo vas brez Cankarjevega doma, oziroma da ne bi bilo vas brez, oziroma da Cankarjevega doma ne bi bilo brez vas? Dejva tako reči, da nas je bilo zelo veliko skupaj, ki smo gradili to hišo, ki smo ji še preden sem se zaposlil, vsaj 5 let posvečali ogromno truda, skrbi, zamisli, kaj vem, kaj še vse. No, ko je bila pa hiša narejena, je pa prišel trenutek, ko me je povabil že drugič predsednik takratne vlade, Dušan Šinigo je bil to, in je rekel, tako, hiša je narejena, odločili smo se, da te povabimo za direktorja v to hišo. In zamislite si, to je bilo leta 1982, v sanjah si nisem predstavljal, da bom dočakal 30-letnico. Zdaj kaj, zagotovo nek pečat hiši sem dal, ampak za mene je bistveno to, da imam izjemno dober tim, ki se je tudi gradil skozi teh 30 let, in jaz bi tako rekel, ne, brez tega tima skupaj z menoj ne bi bilo tako dobrega Cankarjevega doma, kot je. Ampak poglejte, prva ideja, pravzaprav neka iskrica, ki je preskočila iz ideje v materialni svet, pa je vendarle bila na vašem zelniku zrasla. Ja, jaz sem imel takrat, recimo temu tako, to srečo, da sem bil predsednik Ljubljanske kulturne skupnosti. To je približno nekaj takega, kot je danes načelnik za kulturo v Ljubljani. Skratka, bil sem odgovoren za razporejanje denarja, za to elementarno kulturno politiko v mestu. No in ko sem rastel skupaj z mestom, s to kulturo, nenazadnje sem bil še zelo mlad, sem ugotovil, da ima Ljubljana zelo slabe prostorske pogoje za hitrejši, kvalitetnejši razvoj kulture in umetnosti. Predvsem so bile slabe dvorane, od razstavišča so bila tudi vsa že zelo stara, mislim na Narodno galerijo, pa še tam je bil noter, je športno društvo, pravzaprav je še danes, ampak zdaj izgleda, da bo šlo ven. Potem te dvorane so bile boge, mislim, filharmonična, operna, dramska. Filharmonična in operna so zdaj sicer popravljene, dramska še vedno ni. In ni bilo možnosti, da bi predvsem se lotevali kakšnih večjih, zahtevnejših projektov. No in zvedavi, kot smo bili mladeniči, smo brali kulturno politiko de Gaulle'a oziroma njegovega ministra Andreja Malrauxa. In on je takrat prišel v Franciji z idejo, da je treba v vseh okrajih, oni pravijo departmenti, zgraditi velike kulturne centre z velikim številom dvoran in to dvoran, ki bi bile večnamenske, seveda tudi s knjižnico in tako naprej. In sem si rekel, lej ga vraga, to pa ni tako slaba ideja. Ker je pa tudi v Ljubljani že odprej bivala zamisel, da naj bi bila med stolpnicama neka dvorana, auditoriji so govorili, in mimo tega smo hodili dolga leta in gledali skozi luknje v ograji, to luknjo gradbeno ogromno. No in nekako tu se je pol začela rojevati v moji glavi, skupaj z mojimi sodelavci v Ljubljanski kulturni skupnosti, zlasti se spominjam Leva Krefta, ki je bil takrat tam zaposlen, in skratka tuhtali in na koncu v sodelovanju z investicijskim zavodom za izgradnjo trga, takrat je bil še Revolucije, prišli do nekega koncepta. In potem je
bil splet okoliščin tak, da je ta koncept zelo hitro dobil politično verifikacijo. Jaz sem medtem prešel tudi na funkcijo odgovornega za kulturno politiko v Socialistični zvezi in smo potem to idejo razvijali, dokler ni prišel nek dan X, neka še bolj srečna okoliščina in vse skupaj se je čudežno začelo. Se pravi, da v bistvu je bilo od ideje pa do začetka gradnje ne več kot 4-5 let. No, in če takole pogledamo, dejansko Cankarjev dom je danes kulturni hram pravzaprav vse Slovenije. Dejansko ga je tudi gradila vsa Slovenija. Ali je takrat recimo s samoprispevkom, ali je takrat bilo težko to uveljaviti, ali je bila moda samoprispevkov in mogoče še dodatno vprašanje, ali bi Cankarjev dom brez samoprispevka lahko stal ali ne bi mogel? Torej, zgodba s samoprispevkom je bila ponesrečena zgodba. Res se je delalo na tem, da bi ena posebna oblika samoprispevka bila uveljavljena. In sicer v tem smislu, da bi se podjetja na svojih delavskih svetih odločala za to, da bi ta Cankarjev hram zgradili. Mi smo se zelo trudili, da bi do tega prišlo, vendar smo v nekem trenutku ugotovili, da samoprispevkom ne bo nič. Tu je bilo še tradicionalno nasprotovanje štajerskega, mariborskega konca, ki Ljubljani ni privoščil kulturnega centra, kot smo si ga zamislili. In ker smo rekli, da je pa treba čim prej vso stvar zgraditi, smo takrat potem v bistvu opustili zamisel, da bi ga gradili samoprispevkom. In je bilo potem tako, da smo vse te napore, ki smo jih vlagali za to, da bi prišlo do samoprispevka, smo jih nekako pretopili v povečanje prispevka obema kulturnima skupnostima. Ampak takrat je bil ta sistem samoupravnih interesnih skupnosti tak, da na nek način imate celo prav, ko me sprašujete, ne? Tudi te prispevki so se odločali v skupščinah med uporabniki in izvajalci za konkretne programe in tako naprej. In je v bistvu tudi ta dvig prispevne stopnje za kulturno skupnost Slovenije in Ljubljane neka specifična oblika samoprispevka. Tako da, če je kaj treba zdaj v tem trenutku po tolikih letih reči, je treba reči, da je Cankarjev dom v resnici bil zelo neposredno grajen s sredstvi vseh, rečemo, takrat, ki smo bili zaposleni. In to je, bi rekel, en poseben čar te hiše, ki ima seveda tudi to obveznost, da služi celotni Sloveniji, da se ne zapira sama vase in da se trudi, da bi imela čim več obiskovalcev iz vse Slovenije. Takrat smo bolj govorili, da bomo veliko delali na radijskih in televizijskih prenosih, kajti zavedali smo se nečesa, da so bile ceste slabe, ne? In da je bilo težko priti v položaju, ko ni bilo avtoceste v Ljubljano, na predstavo pa še nazaj. Nemogoče, ne? Ja, nismo živeli tam in nismo hodili v Cankarjev dom, ne? No, tako da sem jaz potem enkrat izrabil neko priložnost, ko sem srečal enega od prometnih ministrov in ko so se te ceste gradile, sem rekel, a vi veste, da ste hkrati tudi zelo pomemben kulturni minister, kako, zakaj? Jaz sem rekel, veste, dobre ceste, avtoceste, dobre povezave, tudi z vlaki in tako naprej, pomenijo tudi izjemno izboljšanje dostopnosti kulturnih prireditev, pa ne le v Cankarjevem domu. Takrat smo sicer se govorili o Cankarjevem domu. Zdaj je obratno, ko ima Maribor Evropsko prestolnico kulture, je situacija zamenjana, tam je zelo veliko dobrih predstav in prepričan sem, da ne samo z Ljubljane, tudi širše okolice, hodimo, saj jaz hodim na najbolj zanimive prireditve tudi v Maribor. Tako da je te cestne železniške povezave so
omogočile še bolj tisto, po čemer sprašujete, ali je Cankarjev dom res vse slovenska kulturna institucija. Mogoče vodite kakšno kontrolo oziroma kakšne podatke zbirate? Rekla bi, da mnogokrat vidim kakšen avtobus, italijansko tudi slišim, pomeni, da hodijo iz zamejstva. Mogoče nemščino bolj slišim v mariborski operi kot v Cankarjevem domu, pa vendarle, pravzaprav tudi to zamejstvo se zagotovo odpira slovenski kulturi. Namreč zelo kvalitetne predstave imamo v Cankarjevem domu in cenovno dostopne. Torej, kar se zunaj Ljubljančanov tiče in kadar imamo kakšno pomembno prireditev in ob dejstvu, da živim na dvorišču Cankarjevega doma, grem na prireditev čez parkirišče na Trgu Republike in ko tam vidim avtomobilske registracije iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine, si mislim, aha, to je tisto pravo. Veliko ljudi pride tudi iz drugih krajev. Zdaj, druga oblika, ki mi je tudi zelo všeč, je pa ta, da je v različnih krajih po Sloveniji nekaj zelo prizadevnih organizatorjev kulturnega življenja. In te so okrog sebe zbrali skupine ljudi tja za en avtobus in recimo zelo radi prihajajo na prireditve k nam, mi jim tudi nekaj popusta damo, da ne govorim seveda o šolskih in drugih skupinah. Torej, ta sistem teče, bi pa lahko tekel še bolje in se trudimo, da bi ta mreža organizatorjev delovala, da bi jih stimulirali čim bolj, da vozijo ljudi v Cankarjev dom. Gospod Rotovnik, glejte, če greva v vaše otroštvo, vi ste se pravzaprav rodili v kulturo. Pripovedovali ste mi o vaši materi, ki je pravzaprav delala nekaj podobnega kot vi, kot da bi se zgodovina v naslednji generaciji spet ponovila. Ja, nekega dne sem se zavedel tega dejstva in sem se dobesedno zgrozil. Namreč, kako se mi je meni življenje iz otroštva v mladost ponovilo v enem kasnejšem obdobju, sam na enih širših razmerjih. Zdaj, mi smo živeli na Črnučah. To je bil kraj izjemno daleč od Ljubljane. Takrat ne? Takrat. Avtobus je najprej obračal pri Ruskem carju. Je bilo, da si to se pravi, vi ste morali naprej še peš? Peš smo morali hoditi. 20 minut? Ma kaki 20? Več. Če si stanoval na unem koncu Črnuč, več kot pol ure, ja. Potem je prišel avtobus na Ježico in po dolgih mukah tja do konca Črnuč, ne. Torej, se pravim, kot ste rekli, mama je bila duša kulturnega življenja na Črnučah, bila je tudi nekaj časa upravnica na šoli in ona je do neslutenih razsežnosti razvila to kulturno življenje, kulturno-prosvetno društvo Svoboda Črnuče se je reklo. In tu ne vprašajte, kaj vse nismo počeli, zlasti potem, ko je bil zgrajen zadružni dom, ki je bil pa v bistvu kulturni center te majhne vasice na robu Ljubljana, kjer smo dobili krasno dvorano in knjižnico in kaj vem kaj še vse, imeli smo pa še tudi staro dvorano. No, tu se je vse dogajalo, imeli smo prekrasne gledališke predstave, celo svoj simfonični orkester so imele Črnuče takrat, lutkovni krožki, modelarski krožki, plesne skupine, ne vem, kaj vse ni bilo takrat na Črnučah. In zdaj seveda mama je to vodila, en zelo širok krog kulturnih delavcev okrog nje je bil in midva z bratom sva se enkrat našla v vlogah otrok v kakšni gledališki igrici, pa je spet brat se zanimal bolj za tehniko, je začel on tudi kot kinooperater filme predvajati, pa jaz sem ustanovil potem lutkovno skupino, ki smo jo potem nekako nadgradili na učiteljišču, kamor sem se vpisal in smo postali in smo imeli takrat na učiteljišču eno najbolj slavnih lutkovnih skupin, ki je bila zaželena
okrog in okrog Ljubljane, da tako rečem, ne. Pa še eno stvar bom povedal, ki mi je ostala v neverjetnem spominu, kako so nas šolske otroke, osnovnošolske otroke vzgajali, ko so gradili ta zadružni dom, ta kulturni črnuški center, so nas nekega dne iz vsakega razreda pripeljali na delovišče, zorganizirali kačo in smo pol otročki tam stali in podajali opeke do mojstra, ki je pol zidal, ne. Sej verjetno smo bili bolj v napoto, kot pa v korist. Ampak občutek, ne, gradimo. To se ti nekako vcepi v spomin in se pravim, čez desetletja sem spet z ekipo bil v najožji gradbeni ekipi Cankarjevega doma. Gospod Rotovnik, zdaj bom, ker ste že tole izkušnjo izpostavili, postavila še eno od teh 3 ključnih vprašanj v intervjuju. Če z nami podelite neko izkušnjo, ki vam je življenje obrnila v drugo smer, ali pa ste zaradi nje postali bolj modri, kaj nam boste zaupali? Ja, kaj naj rečem, teh izkušenj je polno celo življenje, ne. In da bi se ravno za eno odločil, bi težko. Še danes jih pridobivam in spreminjam svoje poglede, ampak recimo, če greva čist na začetek, ne, to je v čase, ko sem bil predsednik Ljubljanske kulturne skupnosti. Rekla sva že, dvoran v Ljubljani ni bilo. In v filharmoniji, ne boste verjeli, ni bilo leta recimo 74 niti stolov normalnih. So bili še tisti izpred druge svetovne vojne, se pravi leseni so bili, ne? In ker so bili že zelo stari, so škripali, ne? In to je že tako postalo normalno, da pač škripajo, kakor si se presedel, ne? Da zgleda, da že ljudi ni več motilo. In je nekega dne gostoval v filharmoniji sloviti takrat dirigent romunski, Celibidache. Še zdaj ga včasih vidim na mecu in se ustavim in mu rečem hvala, kaj se je zgodilo. Torej, koncert, on stopi na oder, mi se pa presedamo tam, škripamo in tako naprej. In ko je on nekaj časa roke gor držal, da bi se umirili, jih je spustil, se obrnil in nas proseče pogledal, da naj nehamo se, da se naj že za Božjo voljo usedemo. In pa je drugič dvignil roke, ljudje se še vedno niso nekako umirili in je spet spustil in se je spet obrnil. No, pol v tretje je šlo. Je imel pa drugi dan kosilo, skupaj z direktorjem Gabrielčičem, na Nut je bil, meni se zdi zraven. In so še mene povabili na to kosilo. In ko jaz pridem tja, me predstavijo jasno kot kulturnega politika, kot mestnega ministra za kulturo. Vi ne veste, kaj se je po meni usul. Vse mi je zrekel, da naj me bo sram mene in mesta in mestne kulturne politike in vsega skupaj. A vi sploh veste, kaj je to koncert, a vi sploh veste, kaj je to simfonična glasba, kako imate lahko lesene stole, saj tukaj noter se ne da igrati, jaz sem komaj koncert pripeljal do konca in tako naprej. No in ta šus, ki sem ga dobil v glavo od tega slovitega dirigenta, je bil ena od tistih prelomnih točk, da sem rekel, če sem zdaj na tem položaju, bom pa storil vse, da pridemo v Ljubljani do ene spodobne koncertne dvorane, tako da me nikoli več nobeden ne bo tako trdo okregal, tako trdo ozmerjal, kot me je dirigent Celibidache. Ampak zdaj ravno tudi prenavljate velike dvorane oziroma te slabe stole. Spet sva pri slabih stolih v Cankarjevem domu. Ja, niso čisto dobri. Vam je uspelo dobiti denar ali je bila spet muka? Problem stolov, zlasti v veliki dvorani in v Linhartovi dvorani, je zdaj najprej ta čist končen, da so dotrajani.
v Linhartovi so stari 32 let, v Galusovi pa 30. Ne? In zdaj že nekaj let navijamo in iščemo možnosti, da bi te stole zamenjali. Ne? No, seveda, to ni tako lahka stvar, če si kdo misli, da je. Ne? Predvsem ni lahka zaradi tega, ker se predstavniki varstva kulturne dediščine zarotili, da morajo biti stoli natančno taki, kot so sedaj, da jih ne smemo v ničemer spreminjati. V redu smo rekli. Potem smo se le za kakšen centimeter, dva zmenili, da bomo stvari naredili majčkeno bolj udobne, ampak pride do novega stola je v naših pogojih na eni strani zaradi teh strogih kulturno-varstvenih pogojev in na drugi strani zaradi javnih razpisov, kjer ti lahko javni razpis podre vsak prijavitelj, tudi če sam ne izpolnjuje pogojev, samo da ga podre. In zdaj se nam ta zgodba stoli vleče že, reci in piši, 3. leto. In zdaj upamo, da smo stvar pripeljali tako daleč, da imamo načrt za stol narejen, da imamo pripravljene vse stvari za to, da najprej zamenjamo stole v eni dvorani, pa v drugi. To bo trajalo 3 leta, da bomo vse zamenjali. A veste, ker je tu še tretji problem. Namreč mi lahko stole zamenjamo ali pa sploh velika investicijska dela opravljamo samo poleti, ne? Samo mesec, druga polovica julija in avgust, potem je pa že treba začeti sicer se podrabi s programom. Ne? Tako da zdaj je potem tu še 4. problem, ki sliši na ime kriza in mi srčno upamo, da bo ta kriza toliko prijazna do Cankarjevega doma, če nas bo že klestila pri plačah, pri programskih stroških, da vsaj za zamenjavo stolov bo denar, se to ni toliko veliko denarja, veste. Stol je pa seveda nekaj, zaradi česar na eni strani obiskovalec pride ali pa reče, da ne bo prišel, ker je totalno neudoben in zbit že. Na drugi strani je pa seveda dober stol, vir zaslužka, vir prihodka, zato da delamo boljše programe in tako naprej. Skratka, v upanju, da bodo na ministrstvu poskrbeli za to, za ta denar, bi potem poleti, prihodnje leto, lahko začeli z prvo serijo, prvo fazo prenov stolov v obeh dvoranah. Gospod Rotovnik, če greva še malo v vaše otroštvo. Pravzaprav imate pa zelo, ne vem, kako bi rekla, grd, slab, morda boleč spomin na to, da ste pa odraščali brez očeta. Ja, oče jo je, po domače povedano, skupil. Živeli smo v Kamniku in seveda on je takoj stopil v vrste Osvobodilne fronte in bil v tej skupini mladih, pametnih ljudi v Kamniku, ki so skrbeli za to, da je bil kamniški bataljon prehranjen, oblečen in tako naprej. Ne? In ko je Gestapo v Kamniku videl, kam se stvari razvijajo, je nekega večera polovil vse te mlade fante. Moj oče je imel takrat, ko so ga ujeli, 28 let. Šlo je za njih 25 izjemno izobraženih Kamničanov in potem so jih vse odpeljali v Mauthausen. Ne? Recimo moj oče je bil tik pred doktoratom iz pedagogike in psihologije na Zagrebški fakulteti. Ko so pa likvidirali partizani enega od nemškutarjev tu v Ljubljani, se je pa Gestapo odločil, da bo grožnjo o streljanju talcev uresničil in je te fante iz Mauthausena pripeljal nazaj v Begunje in drug dan zjutraj
v Šentvit, kjer so jih pol po 25, po 5 in po 5 streljali, pri čemer je morala biti navzoča celotna takratna vas, tudi celotna šola, vsi so morali kazensko gledati ta strašljiv dogodek. Ja. No, tako smo pač... Vi ste bili še zelo majhni, ne, takrat? Ja, jaz sem imel leto pa 3 mesece. Ja. Medtem, ko brat se je pa komaj da rodil takrat. Ja. In tako smo pač ostali sami z mamo. To je bil še en potem neverjeten dogodek, ki se je po streljanju zgodil. Mama je bila izjemno lepa, blondinka. Še zdaj se spomnim, kako so radi moški prišli mimo hiše na Črnučah in tako naprej. In nekega dne, ko je šla, to mi je pripovedovala, z vozičkom skozi Kamnik, je k njej pristopil en mlad gestapovec. Zdaj, mama je imela to srečo, da je znala nemško. Odlično, in oče tudi. In ta gestapovec njej reče: gospa, bežite iz Kamnika, vsi 3 ste na spisku spet za taborišče. Kaj se je v tem fantu zgodilo? Zgleda, da se mu je zasmilila, ali jaz ne vem kaj. In seveda mama nas je popokala, vzela še eno sosedo zraven in smo šli že čez dan, 2 iz Kamnika v Ljubljano, iz Ljubljane v Celovec, iz Celovca v Velikovec, z Velikovca pa v Črno nazaj. Tam so bili eni sorodniki po mojem očetu, Rotovniki, ne? In tako smo potem v bistvu sploh preživeli in tam dočakali konec 2. svetovne vojne. Gospod Rotovnik, poglejte, preživljali ste tako rekoč življenje ob, če lahko rečem, bolj ženskah, še z eno teto, to ste mi povedali pred temle najnim pogovorom, ste živeli v skupnem gospodinjstvu. Potem učilišče, to se pravi, verjetno učiteljišče je tudi bilo verjetno več deklet kot fantov, se mi zdi. In danes je vaš kolektiv spet pretežno ženski. Ja. In očitno shajate zelo dobro z njimi. Ali je težje, ali bi morda lažje, ne vem, bilo delati z več moškimi? Torej, najprej bom to povedal, da ko me je pred letom ali 2, ko je bilo zelo v zraku to vprašanje istospolnih družin in tako naprej, novinarka Tanja Lesničar Pučkova na intervjuju o tem sprašvala, pa sem se pohecal, sem rekel: poslušajte pa, poglejte mene, a iz mene kaj narobe? Celo življenje sem rastel v istospolni družini. Kako? Ja, mama je prevzela funkcijo očeta, njena teta je prevzela funkcijo matere in tako sva midva z bratom vsa ta leta mladostna preživela v ženski družini in tako naprej. No, to je bilo malce kot hec, ampak kakorkoli hotel sem reči in še zmeraj govorim, da tudi če sem rastel v družini v istospolni družini, da mislim, da z menoj ni in ne more biti nič narobe in to mi tudi vsi okoli priznavajo. To, da pa zelo lepo sodelujem z ženskami, pa mislim, da je ena od mojih kvalitet. Pričemer seveda moram reči, da tudi z moškimi enako dobro sodelujem. Ampak imate pa 2 sina. Imamo pa 2 sina in 2 vnukca že. Aha, to se pravi, tu pa so fantje. Ja, ja. Fantje na fante. Ja, gospod Rotovnik, poglejte, še nekaj mi je zelo zanimivo. Namreč okrog vas in okrog Cankarjevega doma ni nobenega škandala. Ne bom rekla, da smo ljudje navajeni, da povsod škandali so in da se nam zdi že čudno, da škandalov ni. Ampak vendarle, to govori pravzaprav o vaših dobrih osebnih kvalitetah. Ja, hvala za kompliment, ampak kar je res, ne. V vseh teh 30 letih smo delali tako, da nismo proizvajali nekih škandalov,
ki bi nas vlekli na kriminalne strani ali ki bi kakorkoli vzbujali eno nelagodje med obiskovalci v Cankarjevem domu. Ne sam jaz, tudi celoten tim smo gradili in se je gradil na tem, tudi take ljudi smo zbrali in tudi taki so ostali, kakšen, ki mu to ni všeč bilo, kako delamo, je tudi šel, ampak hočem reči eno. Rekli smo, da bomo delali kar se da pregledno, nazorno, transparentno, na mizi, nič ne bomo skrivali. Dogovorili smo se, da bomo za razpoložljivi denar delali maksimalno kakovosten program. Pričemer seveda smo spet rekli, da bomo z denarjem ravnali kot vestni gospodarji, tako kot bi morali ravnati povsod tam, kjer je v igri denar davkoplačevalcev, kjer je v igri proračunski denar in tako naprej. In seveda zgraditi to kulturo je bilo treba vložiti veliko naporov v to, ampak da se. In nas niso nikoli nobene revizije, nobeni pregledi našli na nobeni, bi rekel, finančni napaki, malverzaciji ali kaj takega. In tudi v hiši smo zgradili eno kulturo, da stalno pregledujemo, kako smo projekt realizirali, glede na to, kako smo ga zastavili, neprestano evalviramo naše rezultate, si zapišemo, kaj smo slabo naredili in smo seveda izjemno natančni pri pregledu nad stroški, ki jih imamo. In kadar ugotovimo, da kakšnega stroška ne bi bilo potreba, se lepo dogovorimo, da naslednjič bomo pa pazili, da tudi tega stroška ne bo. In jaz vam moram reči, da je zdaj tle v hiši ena taka super organizacijska kultura, ena odgovornost do tega, da se ravna, da me ni strah tudi za potem, ko bom enkrat odšel, kajti ljudje se pač zavedajo, da dobro delati ne pomeni samo skrbeti za uresničevanje tistega dela javnega interesa, za katerega smo mi zadolženi, ampak da je to tudi njihov kruh, da je to njihovo življenje, da je to napolnjevanje njihovega smisla, njihovega skratka osebnostnega dobrega počutja. In tako da jaz sem včasih prav zradoščen, ko vidim, da ni treba meni robantati zato, ker kakšni stroški recimo so, vedno je problem stroški, vedno, ko ti delaš z zunanjimi ljudmi in tako naprej, morate vedeti, da je to stalen dvojni pas in da moraš stalno paziti in tako naprej. Ampak tisto, kar hočem reči, da moji sodelavci so tisti, ki toliko stvari že zaustavijo in poskrbijo za njih, da jaz na koncu, ko dobim stvar v roke, včasih v 5 minutah podpišem zelo zahtevno pogodbo, ker vidim, da so na vse stvari že prej toliko premislili in da se skladajo z načrtovanimi stroški, kajti jedro dobrega javnega zavoda se začne jasno pri iskanju najboljših možnih programskih rešitev, ampak potem, da se to vse načrtuje. Da se načrtuje finančno, po terminih, glede na potencijale, ki jih ugotavljamo preko trga z obiskovalci in tako naprej in tako naprej. Ja, bi rekla, da zelo zahtevno delo, namreč v kulturi je treba planirati, kar načrtovati za nekaj let naprej. Vi se ne morete letos misliti, da bi imeli nek orkester, ki bo potem kar na razpolago. Seveda. In tu je pravzaprav, očitno delajo v kulturnem domu zelo kulturni ljudje. Gospod Rotovnik, še eno zelo osebno vprašanje. Naštejte nam 5 svojih dobrih lastnosti. 5 dobrih lastnosti? Svojih. Nisem zamerljiv, še manj maščevalen, zelo veliko delam, ogromno let sem preživel v Cankarjevem domu nad tistimi leti, ki so po
zakonu o delovnih razmerjih in tako naprej. Verjamem, ker redko kdaj pridem v Cankarjev dom, pa vas tam ni. Ja. Jaz mislim tudi, da sem blaga duša, da lepo komuniciram z ljudmi, čeprav, ko se mi kakšna napaka 10-tič, 20-tič ponovi, malce poskočim in zarjujem. Sam jaz sem ugotovil, da tudi kadar znorim, kad povišam glas in tako naprej, da moji sodelavci vidijo, da to ne prihaja, kako bi rekel, iz samih globin mojih notranjih, ampak da prej odigram neko jezo, da odigram neko začudenje, kako to, da se to lahko spet zgodi in tako naprej. Skratka, ja, pa živali imam rad. Imate kakšno doma? Ja, smo imeli kužiko, pa je umrla, ja. Aha. Naravo imam rad. Šport? Šport še raje. Kaj počnete v športu? Torej, najbolj sem ponosen na neko društvo, ki ga skupaj sedaj vodim z Binetom Roglom, nekoč našim slavnim skakalcem in hkrati akademskim slikarjem, slovitim karikaturistom, Pavliha in tako naprej. Torej, vodiva društvenih 20 prijateljev, ki se vsako sredo dobimo, ne sicer vsi, ker vsi vedno nimamo časa, in se malce družimo, potem se ogrejemo temeljito, potem odigramo 3, 4, 5 odbojkarskih iger, skočimo še v bazen, potem se pa spet dobimo in še kaj poklepetamo in gremo tam proti 11. uri po noč domov. Skratka, pred 32 leti smo ustanovili to društvo, ki se imenuje Krog rahlo načetih, ki ima dokaj prijateljska pravila, da pač skrbimo za svojo telesno kondicijo in da smo vsako sredo drug drugemu na voljo. In to so neverjetne številke, a veste, mi smo verjetno se dobili že v teh letih 1300-krat, kaj vem, če že ne večkrat. To so, kako bi rekel, najlepši trenutki v tednu, ko se ti s temi prijatelji dobiš in pokramljaš, hkrati se pa tudi skregaš, ker tisti, ki si ga videl, recimo Aleksa Štakula, ker sem ga videl, da se je dotaknil mreže, pa on reče, da se jo ni dotaknil. Takrat se pa skregamo, ja. Gospod Rotovnik, enkrat ste mi rekli, da je življenje lepo, ampak dolgočasno. Pa recimo glede na to, da je vaša življenjska sopotnica, gospa Polona Vetrih, si težko predstavljam, da je ob njej življenje dolgočasno. Namreč živa, duhovita in taka. To sem jaz bolj rekel v kontekstu, mogoče malce preveč kritično, ampak v tem kontekstu, da se neprestano ponavlja ta model življenja, če si ti toliko časa v nekem projektu, kot sem jaz v Cankarjevem domu. V tem smislu sem to mislil. Služba, tek v Rožnik, predstava zvečer, celo nedeljo pišeš tekste za to, da v ponedeljek prideš v službo, pa imaš glavo nad vodo in tako naprej. No ja, kar se pa Polone tiče, pa absolutno se strinjam z vami, da tu ni nobenega dolgočasja. Ravno nasprotno, ko se potem dobiva zvečer ali v kakšni priložnosti, ko še ona pride s svojim kulturnim, gledališkim in vsakršnim izkustvom, je seveda to živahen dialog, zanimiva izmenjava izkušenj in tako naprej. Pa tudi sicer je ona en izjemno topu, inteligenten človek, ki ima poleg vseh teh lepih lastnostih še eno, odlična kuharica je. Ja.
To pa mogoče se vam ne pozna ravno najbolj. To pomeni, da imate mero. Ja. Gospod Rotovnik, kdo ste? To je pa še tisto zadnje vprašanje. Ne vem, zakaj sem ga prihranila takole bolj proti koncu, ampak do zdaj sva govorila mogoče bolj o Cankarjevem domu, zdaj se pa dotikava teh vaših osebnih stvari. Kako bi rekli zase? Kdo ste, Mitja Rotovnik? Ali Dimitrij Rotovnik, tako kot so vam napisali v rojstni list? Ja, jaz si kaj posebenega ne mislim, da sem eden od tistih Slovencev ali pa Evropejcev tistega dela sodržavljanov, ki veliko delamo, ki imamo radi življenje, radi svoje najbližje, ki nam je predvsem do tega, da bi nekaj naredili. In seveda, ker sem se pač znašel na področju kulture, je moj ključni življenjski poziv ta, da bi ta kultura na eni strani, pa ne samo kultura, še ta njene srčika, umetnost, da bi imela predvsem pogoje, da se razvija, da bi umetniki imeli možnost uresničevati svoje sanje in tako naprej. Na drugi strani, da bi ljudje sprejemali kulturo, da bi v kulturi doživljali svojo duhovno renesanso, da bi bilo s kulturo, z umetnostjo njihovo življenje srečnejše, bogatejše, tudi v spoznavnem smislu, da bi jim kultura pomenila prodiranje v neke skrivnosti, v neka spoznanja, v neke potrditve in ne nazadnje, mislim, da je tudi izjemno pomembno to, da ne pozabimo pri tem, ko delamo kulturne programe, kako močen vpliv ima kultura na čustvovanje človeka, na bogatenje tega njihovega čustvenega sveta, z odzivanjem na zgodbe, na barve, na glasbo, na vse te stvari. Skratka, tu nekje se najdem kot kulturni menedžer, kot programski vodja. Zdaj pa, ko sem že malce odrasel in ko imam vnuke, pa seveda ne smem pozabiti tudi na to, da sem dedek in le izkoristim vsako možnost, da se dobim z njima in da jima odpiram glave in svet in se hecam z njimi in tako naprej. Kdo sem? Kako težko vprašanje. Zato ga pa zastavljam. Ja, poglejte še nekaj. Ali je recimo Cankarjev dom, ko iščete recimo umetnike v tujini, ki naj bi prišli gostovati v Cankarjev dom, ali smo prepoznavni, ali je to pravzaprav težka pot? Je bila težka pot, ampak smo jo zelo hitro naredili za lahko pot. Mi smo danes popolnoma prepoznavni, mi smo si že v 80-ih letih pridobili te, pravimo, reference izjemno uglednega kulturnega centra in veste, ta umetniški svet, zlasti tisti del, ki predstavlja svetovno špico, mislim, orkestri, pevci, teatri, baleti in tako naprej, ne, funkcionira na enih zelo preprostih stvareh, ne. Njih zanimata dve stvari. A je to spodoben center, a je to center, ki ima spodobno tehnično izvedbo v ljudeh in v mašineriji, ne? In druga stvar, ali ta center plača storitev, za katero si se pogodbi zmenil, ne? In oni so si to, jaz sem čutil, ne, ker sem bil zelo vpet v te mednarodne tokove, to sem čutil, ne, kako je to zelo hitro prešlo, kako so zelo hitro začeli pri meni prihajati in kako so me takoj sprejeli za svojega. Naj vam povem, da sem bil že v 90-ih letih 2 mandata član
izvršnega odbora ene najbolj slavnih, ene največjih združenj direktorskih za področje odrskih umetnosti, po angleško se pravi International Society for the Performing Art. In ko sem videl, kako so me povabili in sprejeli, v nekem trenutku so me celo povabili, da bi vodil to asociacijo, pa sem zavrnil, ker sem rekel, da nič ne bom vzel, dokler bom direktor Cankarjevega doma, ker moram čisto vse energije hiši posvetiti, ne se pa razdajati okoli, ker je pač to tako zahteven projekt, da si ne morete misliti, koliko je zahteven. In tisti trenutek, ko se začneš okoli razdajati, začne potem usihati moč tvoja, direktorska in tudi hiše same. No in ko smo to obdobje preživeli, ni problem nič dobiti, ne. Zdaj pa postaja spet problem, veste? Zaradi denarja. Ja, zaradi denarja, ker bi radi nekaj stvari uresničili, pa se te možnosti manjšajo. Jaz sem zlasti zaskrbljen, ker je rahlo začel upadati prihodek od prodanih vstopnic, torej obisk, ne. Katastrofalno je pa upadel sponzorski denar. Lani sem govoril, da se je razpolovila nekdaj veličastna vsota, ki smo jo dobivali od sponzorjev za to, da smo poganjali hišo. Ja, zdaj letos je situacija še slabša kot lansko leto, a veste. Tako da sem, kar se tega tiče, zaskrbljen za programski eho, za programski kredo Cankarjevega doma, glede na vse, kar smo 30 let nazaj počeli. Sem zaskrbljen. Gospod Rotovnik, upajmo, da se te vaše skrbi ne bodo uresničile, da bodo manj črne, kot jih pravzaprav pričakujemo glede na dano situacijo. Želim, da bi Cankarjev dom še naprej napolnjeval naše duše, naša srca in seveda tudi vam osebno še veliko veselja, veliko radosti v kulturi in seveda tudi v osebnem. In morda čisto moja osebna želja, da bi bili še dolgo direktor Cankarjevega doma, kajti na nek način mi delujete kot zagotovilo za vse tisto, česar sem vajena v zadnjih, lahko rečem, 20 letih, ker sem zares redna obiskovalka vašega kulturnega hrama. Ja, to je bil pa ob teh 30 letih mojega direktorovanja eden najlepših komplimentov, ki sem ga lahko od nekoga slišal. In to celo od novinarke, novinarja. Hvala lepa. So po pravilu in prav je, da so zelo kritični do Cankarjevega doma, pa tudi do mene. Treba pa je tudi pohvaliti tisto, kar si zasluži pohvalo. Hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje.